Pozdravljeni! Današnja oddaja prinaša utrinke z dogodkov, ki jih običajno prinaša praznični december. Še predtem pa o čezmejnem sodelovanju. V okviru projekta Promis, ki je eden manjših projektov znotraj programa Interreg Slovenija-Hrvaška, ki ga izvajata območno združenje Rdečega križa Ormož in Ludbreg, so se zainteresirani prebivalci obeh mest sestali na zadnji od 6 delavnic, ki so potekale v okviru omenjenega projekta. Tokrat je potekala delavnica Tradicionalni obrti, na kateri so izdelovali rože iz papirja in božično-novoletne okraske iz volne. Vse od leta 2003 program Interreg Slovenija-Hrvaška finančno spodbuja čezmejno sodelovanje, ki med drugim predvideva vzajemno učenje in skupne ukrepe, ki vodijo k spremembam na različnih področjih, predvsem pa k ponovnemu čezmejnemu povezovanju. Med manjšimi projekti, ki jih ponuja program Interreg, je tudi projekt Promis, ki ga skupaj izvajata Gradsko društvo Crvenog križa Ludbreg kot vodilni partner in območno združenje Rdečega križa Ormož. Promis sicer ni prvi čezmejni projekt, ki ga organizaciji izvajata. Ne, mi smo že sodelovali prej, tako da smo se poznali pred prijavo tega projekta. In ko so oni to poklicali, če bi mi sodelovali, smo se odločili, seveda rade volje, ker ti vemo, da je to dobrodošlo za vse naše uporabnike in pa tudi druge občane, predvsem starejše, kot je povedala moja kolegica. Je zanimivo torej verjetno za vse udeležence sodelovati na tak način. Kaj ste se pravzaprav naučili, recimo, če pogledamo? No, konkretno smo se bolj primerjali, njihovo pripravo tradicionalne hrane in način, in potem z našo, pa recimo tudi pri plesih razlike, tudi zdaj pa recimo pri teh starih obrteh različne tehnike, kot danes vidimo, danes se tu pripravljajo, je tehnika plastenja z stare volne in pa izdelava rož iz papirja. Delavnice smo pripravljali na različnih lokacijah pri nas. Prva delavnica kuharska je bila na Kogu, potem smo se odločili in smo šli v občino Sveti Tomaž, kjer smo sodelovali z folklornim društvom Društva upokojencev Sveti Tomaž in tam pripravili delavnico plesa. No, ta zadnja delavnica pa je tu pri nas v Ormožu. Pred to začetkom delavnice pa smo tudi obiskali kovačijo Šoštarič na Dobravi, kjer so lahko pač v živo videli in smo se malo spomnili tistih časov, ko se še v kovačijah delalo na stari način. In kdo so udeleženci teh delavnic z ormoške strani? So to starejši, kakšna je to populacija? Ja, večinoma je starejša populacija, nekaj tudi mlajših, ampak to so zelo redke. Predvsem smo jih iskali izmed naših uporabnikov in pa v sodelovanju z društvi upokojencev in pa z temi, recimo kot so kulturno društvo iz Huma, ki pripravlja te rože z Ano Ratek in njenimi sodelavkami. Se pravi, skupaj so izvedli najprej delavnico kuhanja, eno v Sloveniji in eno na Hrvaškem, potem po eno plesno na obeh straneh in za konec še, tako na Hrvaškem kot v Sloveniji, po eno delavnico, kjer so se preizkusili v rokodelskih spretnostih. Sledita še po ena okrogla miza in priprava biltena. V vsakem primeru gre za projekt, ki ponuja možnost vključevanja, seznanjanje z raznolikostjo, naučiti se kaj novega in se družiti. Pa taj projekt se u stvari pokazao izuzetno interesantnim projektom, zato jer tu sudjeluju ljudi koji imamo starije životne dobi, kod nas se to računa prema projektima od 55 godina nadalje, i umirovljenici. U biti svrha im je da se međusobno družimo, međusobno povezivanje, međusobno druženje, međusobno izmjenjivanje iskustava. Mesto Ludbreg je mesto s okrog 3500 prebivalci in leži na pol poti med Varaždinom in Koprivnico. Legenda pravi, da je Ludbreg središče sveta. Mesto je namreč zgrajeno prav v središču zemeljskih krogov, na obodih katerih se nahajajo evropske metropole. So izvedeli Ormožani ob srečanjih v Ludbregu.
Pa seveda še marsikaj, kar je udeležencem iz obeh strani meje omogočil projekt Promis. Izvajalci projekta so s udeležbo in interesom zadovoljni. Ovako, ako sad zbrojimo, nama je maksimalno trebalo naših biti 30, sve skupa kroz ovaj projekt, tako je trebalo biti i u Sloveniji. Ako mi danas to zbrojimo, sve skupa nas je 100 bilo, jel tako? Više od 100 i stvarno ljudi žele sudjelovati u takvim projektima i dao Bože da nas je više i da se još više na taj način družimo i da povezujemo se kroz takve projekte. Projekt, ki ga organizaciji Rdečega križa izvajata od maja letošnje leto, bo zaključen s koncem leta. Vrednost projekta je 15.360 evrov, od tega bodo zanj iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška prejeli 12.288 evrov. 3. decembra so v Ormožu zagorele praznične lučke. S prižigom prazničnih lučk pa so se začela tudi dogajanja v okviru Severolandije. Vsa gospodinjstva v občini so prejela natančen razpored dogodkov in verjeti je, da je program dovolj pester ter da bo za vsak okus nekaj. Prireditve potekajo v organizaciji Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport občine Ormož v sodelovanju s šolami in drugimi javnimi zavodi v občini. Otvoritveno prireditev je pripravila Osnovna šola Ormož. Danes smo tukaj, da si ogrejemo srce, se družimo in si poklonimo kakšno prijazno besedo. Danes odpiramo vrata čarobne Severolandije, ki nas bo vse skupaj popeljala na pot čarovnije skozi ves december. Zvrstili se bodo številni dogodki, zato k mikrofonu vabimo gospo Valerijo Kolenko, direktorico Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport občine Ormož, da nam pove nekaj več o tem. December je čas, ko se naše mesto zasveti, ko toplina med ljudmi zaživi še bolj kot sicer in ko se vse skupaj veselimo drobnih trenutkov, ki nas povezujejo. V Javnem zavodu za turizem, kulturo in šport občine Ormož smo ponosni, da lahko tudi letos soustvarjamo Severolandijo, čarobno deželo luči, zabave, ustvarjalnosti in prijaznosti. Mesec december je pred nami, čas, ki ga mnogi doživljamo kot najbolj čaroben del leta. To je mesec, ko se ustavimo, ko si vzamemo čas za vsak čaroben trenutek, ko v ospredje postavimo tisto, kar je resnično pomembno. Povezanost, dobroto, hvaležnost in medsebojno spoštovanje. To je čas, ko se oziramo nazaj na leto, ki se izteka, na uspehe, izzive in poti, ki smo jih prehodili. A hkrati je to tudi čas, ko z upanjem pogledamo naprej. Ko se spomnimo, da v novo leto ne stopamo sami, temveč kot skupnost, ki lahko z medsebojno podporo ustvarja boljši, prijaznejši jutri. December je čas, ko se mesto zasveti, ko domovi zadišijo po piškotih in cimetu, ter ko toplina med ljudmi zaživi na poseben način. Praznično vzdušje decembra nas spominja, da se sreča pogosto skriva v majhnih trenutkih, v iskrici, ki prižge lučke na smrečici, na smehu mimo idočega, v iskrenem objemu, ki ga morda podarimo prav takrat, ko ga nekdo najbolj potrebuje. Nocoj smo se zbrali, da skupaj prižgemo luči, ki bodo v prihodnjih tednih razsvetljevale naše mesto. Lučke so simbol upanja, spominjajo nas, da lahko tudi v najkrajših in najhladnejših zimskih dneh najdemo svetlobo, če jo le iščemo. In če jo drug drugemu pomagamo prižigati, so simbol skupnosti, povezanosti in pripravljenosti, da si med seboj stojimo ob strani. Nocoj smo že odprli vrata prazničnemu bazarju in drsališču, skozi ves čas Severolandije se bo odvijalo veliko zanimivih aktivnosti za vse generacije. Od zabavnih delavnic, ustvarjalnih kotičkov in pravljic do koncertov, družinskih dogodivščin ter posebnih presenečenj. Je med drugim povedala vršilka dolžnosti direktorice Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport občine Ormož, ki je v nadaljevanju predstavila vsa dogajanja v okviru Severolandije. Ta letos prinaša 19 veselih prireditev s silvestrovanjem.
Vsa dogajanja potekajo pred gradom, kjer pa je na voljo tudi drsališče. In prvo prireditev v okviru Severolandije so pripravili učenci osnovne šole Ormož, ki so se zbranim predstavili z bogatim bazarjem, z mnogimi lepimi besedami in petjem. Večer pa naslovili Prijaznost nas nič ne stane. V okviru prazničnega kulturnega programa, ki ga je, kot je bilo že povedano, spremljal bogat bazar, je ravnatelj osnovne šole Ormož Aleksander Šterman občini predal maketo ormoškega gradu, ki jo je pred 23 leti izdelal učitelj osnovne šole Ormož, profesor Igor Kavčič. A so na šoli presodili, da je ravno letos, ko je grad dobil številne nove vsebine, čas, da tudi maketa dobi svoje mesto v gradu. Višek večera pa je predstavljal družen prižig prazničnih lučk v mestu. Na rdeči gumb so skupaj pritisnili župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, mini županja Ema Puklavec in mini podžupanja Maruša Juršič. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nič! Uživajte v decembru, se vidimo ob dogodkih, pa naj bo december čim bolj čaroben. Iskrena hvala vsem. Kmalu potem, ko so zasvetile praznične lučke, pa je zaživel tudi praznični bazar z neštetimi različnimi izdelki, ki so jih ponujali šolarji. Zbrane prostovoljne prispevke so namenili šolskemu skladu in devetošolcem za strošek valete. V sosednjih občinah Središče ob Dravi in Sveti Tomaž so praznične luči zasijale minuli petek. Zraven smo bili v Svetem Tomažu, kjer je praznično vzdušje v sodelovanju z domačo občino pripravilo Društvo prijateljev mladine. Praznični dogodek, ki predstavlja uvod v praznični december, so popestrili z božično tržnico.
Dogajanje se je začelo takoj, ko se je stemnilo. Vabile so stojnice z izdelki domačih ponudnikov in možnost za prijetno predpraznično druženje. Takoj po obisku svetega Miklavža, ki so ga otroci dočakali v cerkvi, se je center svetega Tomaža v pričakovanju prižiga lučk napolnil. Zbrane je pozdravil župan Mirko Cvetko, zapel pa zborček osnovne šole Sveti Tomaž. In kmalu je nastopil trenutek, ki je pomenil višek večera. Pa začnimo z 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, prižgite se luči! Aplavz vsem in hvala, da ste prišli. Je pa to bila tudi priložnost za praznično poslanico iz svetega Tomaža. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo vas pozdravljam iz čudovitega centra svetega Tomaža, kjer je pravzaprav vse pripravljeno za praznovanje veselega decembra. Vsi tisti, ki si boste vzeli čas in prišli tukaj v center svetega Tomaža, boste lahko spoznali, da je tukaj kraj, kjer se pravzaprav rojeva srce, kjer nekako naši občani živijo z tem, kar vsi skupaj čutimo, predvsem pa želimo, da bi bilo v naših srcih. V teh dneh, pred samim Božičem in Novim letom, si želim, da bi vsak in vsi, ki tukaj živimo, podoživeli te čudovite praznike, predvsem pa jih imeli za svoje družine, vsak zase, za nekaj, kar šteje. Že nekako sem zelo vesel, da zaključujemo leto 2025 z uspehi, z tistim, kar smo si nekako začrtali kot načrt za to leto. Predvsem pa smelo stopamo tudi v leto, ki je pred nami. Na tem prelomnem trenutku pa si želim, spoštovane gledalke in gledalci, da bi vsi brez izjeme bili na tej poti veseli, srečni, predvsem pa, da bi nam zdravje služilo. Naj nas k temu nekako pripomore tudi praznovanje Božiča, ki je poseben praznik, ki je praznik, ki se dotika ne samo otrok, ne samo mlajših, ampak tudi nas starejših in tistih, ki so naše pozornosti še kako potrebni. V novem letu 2026 pa vam želim, da bi nam nekako bilo zdravje v službi. Predvsem pa si želim, da bi vse to, kar si bomo začrtali za pot naše prihodnosti, tudi uresničili. Namreč ne štejejo samo materialne dobrine, šteje tudi srce in duša, ki jo moramo dati vsak zase in za našega bližnjega. In če bomo to uspeli, če bomo na tej poti iskreni, predvsem pa z željo, kot sam trdim, za bližnjega in drug za drugega, potem bo naše veselje veliko, potem bo naše veselje tisto, ki se je pravzaprav zasluži največje vrednote. Vse dobro vam želim v tem praznovanju decembra in še enkrat vse dobro v letu 2026, zdravja, sreče in zadovoljstva. Prisrčen pozdrav iz centra svetega Tomaža.
Če kje, so miklavževanje gotovo pripravili v Miklavžu pri Ormožu, saj je sveti Miklavž njihov krajevni zavetnik. Kot ponavadi so moči združili tamkajšnje kulturno-turistično društvo, osnovni šoli in vrtca Miklavž pri Ormožu in Kok, krajevna skupnost in gasilsko društvo ter pripravili miklavževanje, ki je preneslo kar 3 zanimive dogodke. Zraven smo bili na prihodu svetega Miklavža in njegovih spremljevalcev. Prireditev so zaznamovale bogato obložene stojnice z izdelki šolarjev, osnovne šole v Miklavžu in na Kogu, ter otrok obeh vrtcev. Vsi izdelki so za dobrodelni prispevek bili na voljo obiskovalcem, zbrana sredstva pa so, kot ponavadi, romala v šolski sklad. Prireditev je s svojim nastopom popestril šolski pevski zbor. Po nagovorih, ki sta jih obiskovalcem z najlepšimi željami, med drugimi govorniki, namenila tudi ravnateljica osnovne šole Miklavž pri Ormožu Nataša Kolar in predsednik krajevne skupnosti Boštjan Kosajnč, je bil čas za prihod svetega Miklavža s spremljevalci. Miklavževih parkeljnov. Zgleda, da prihaja sveti Miklavž v spremstvu parkeljnov, ki pa so kot vedno ponavadi bolj strašljivi na pogled kot po srcu. Boste mi pomagali, da prikličemo še Miklavža? Sveti Miklavž je otroke prijazno nagovoril, jim zaželel vse najboljše, ter jim položil na srce, naj bodo pridni, naj se izogibajo pastem življenja, ter naj negujejo dobrodelnost. Ni pa prišel praznih rok. Darila, ki jih je razdelil otrokom, je pripravilo domače turistično-kulturno društvo, ki je v sodelovanju s krajevno skupnostjo in domačim prostovoljnim gasilskim društvom pripravilo letošnje 3-dnevno miklavževanje. To je dan pred prihodom Miklavža prineslo predavanje Amadeja Sklepiča, ki je boter enemu izmed otrok v daljni Gambiji. Naslednji dan, v soboto, pa koncert vokalne skupine Okarina. Pa še en poseben dogodek smo zabeležili minule dni.
Verjetno ste že opazili, da je okrepčevalnica in pekarna Kebab na Ljutomerski cesti dobila novo podobo. Dosežek je lastnik obeležil minuli ponedeljek z brezplačno ponudbo čevapčičev s prilogami, torto in baklavo. Zbrane dobrodelne prispevke pa v celoti namenil socialno ogroženi družini iz občine Ormož. Okrepčevalnica Kebab na Ljutomerski cesti je že več kot desetletje v Ormožu rešitev, ko vas premaga lakota in si zaželite nekaj okusnega in dišečega na hitro, ob tem pa malo pristne balkanske gostoljubnosti in dobre volje. Lastnik je k okrepčevalnici kmalu dodal še pekarno, ki poleg pekovskega peciva ponuja tudi baklavo in podobne dobrote. Odločitev, da okrepčevalnico prenovijo in dogradijo jedilnico, ni slučajna, pove lastnik. So odločili, ker je lepo živeti tu v Ormožu, v Prlekiji, ker daleč okoli ni ga tako dobro, kako v Ormožu, mentaliteta ljudi, pa smo se, da ostanemo do penzije tu. In koliko let ste pravzaprav že v Ormožu? 11 let imamo obletnico, zdaj pa otvoritvo novega kebaba. In torej ste si verjetno kar nabrali izkušenj v teh letih, ne? Dosti, zelo dobro je to, daleč okoli ni ga v celom Sloveniju, kak je v Ormožu, v Prlekiji. Zelo smo zadovoljni. In torej, kaj pravzaprav vse ponuja vaš gostinski obrat? Mi ponujamo kebab, hamburger, čevapčiči, pleskavica v lepinju, peroti, imamo 8 različnih menuje, baklavo, našo tradicijo, za desert imamo tako. To pomeni, pekarna tudi še deluje? Tudi deluje, rogličke, bureki, kospice. In kdo so pravzaprav vaše stranke? Ormožanov, okolica Ormoža, cela Prlekija, iz Ptuja do Križevci. No in za kakšne recepte? To so kakšni avtentični recepti iz vaše domovine? Tudi nekaj je, polovica iz naše domovine, polovica iz Ptuja. No, kot vidimo, vse je lepo obnovljeno, kaj vse se je zgodilo, kaj vse ste uredili v tem času, torej jedilnica je tudi? Tudi jedilnica je, pa marsi, kaj smo razširili ponudbo malo boljše in za nas in za stranke, da lahko ostanemo do penzije tu. To pomeni, računate na še in še, ne? Verjetno se bo še dogajalo. Ja, računamo. No, se pravi, sedaj je to 11 let, do 40 let bo še kar dolgo, ne? Pa še malo nam pali, še 15 let. No in kdo vse dela tukaj pri vas? Polovica družina, polovica domači ljudi imamo zaposleni. In koliko jih je zaposlenih? 9 nas je vse skupaj. Lastnik računa, da bo še zaposloval, gotovo pa vztrajal s ponudbo svojih dobrot. V Ormožu je našel svoj dom in s seboj pripeljal celo družino, ki je več ali manj vpeta v gostinstvo. Brat je lastnik zelo znane sladoledarne Malina v Veliki Nedelji. Družina se je zbrala tudi na otvoritvi obnovljene okrepčevalnice. Poleg številnih prijateljev in znancev, druženje pa je potekalo od 14. in vse tja do 22. ure, ko so vsi obiskovalci lahko brezplačno pojedli čevapčiče s prilogami in se posladkali z baklavo in torto. Je pa dogodek imel tudi dobrodelno noto. Vse prostovoljne prispevke, ki so jih zbrali v času slavja, so namenili eni izmed socialno ogroženih družin v občini Ormož. Obenem pa v času slavja na lokaciji okrepčevalnice gasilcem prostovoljnega gasilskega društva Ormož omogočili ponudbo osvežujočih napitkov. Gre za dobrodošel prispevek lokalni skupnosti, a tudi navdušujočo poslovno potezo. Za konec pa še športna novica. Rokometaši Jeruzalema so v pičlih 5 dneh odigrali 2 tekmi proti Slovanu iz Ljubljane. Prvo v državnem prvenstvu in drugo v četrtfinalu pokala Slovenije. Poglejmo, kako so se odrezali. Tudi 14. krog lige NLB je poskrbel za nekaj presenetljivih rezultatov. Za največje presenečenje so poskrbeli novinci v ligi iz Radovljice. Slednji so prekinili niz 9 zaporednih porazov, saj so nazadnje zmagali 27. septembra.
Po sušnem oktobru in novembru so z 32-26 premagali novomeško Krko. Junak tekme je bil beloruski vratar v vrstah Radovljice Jahor Stasiuk, ki je zbral kar 22 obramb. Med presenečenje tega kroga spada tudi zmaga Sviša v Ribnici. Rokometaši iz Ivančne Gorice so se v gosteh veselili zmage z rezultatom 30-27. Z veliko mero sreče so se minimalne zmage 37-36 veselili Celjani, ki so v Zlatorogu premagali Slovenj Gradec. Blizu presenečenja so v Velenju bili tudi rokometaši iz Škofje Loke, ki so vodili skoraj celo tekmo. Na koncu 5. zaporedna zmaga Gorenja, izid 31-29 v prid velenjskih os. Vodilni Trimo je na gostovanju pri Škofljici zabeležil zmago z rezultatom 32-24. Naš predstavnik Jeruzalem je na Hradeku gostil enega glavnih favoritov za osvojitev letošnjega naslova državnih prvakov, Slovan iz Ljubljane. Goste je precej prizadel izpad iz Evrope. V nadaljevanju sezone si spodrsljaja v državnem in pokalnem tekmovanju več ne smejo privoščiti. Domačini so v tekmo odlično vstopili in v 7 minuti že povedli 4-1. Vodstvo Jeruzalema je trajalo do 17. minute, ko so Ljubljančani preko najboljšega strelca tekme Bruna Vili Zobca izenačili na 9. Za zadnje vodstvo domačih na tekmi 10-9 je poskrbel Tinček Hebar. Do odmora si je Slovan priigral že 5 točk prednosti in je na veliki odmor odšel z rezultatom 19-14. Gostje so odlično vstopili v drugi polčas in v 40 minuti že povedli za 10 zadetkov, 27-17. Tekma je bila odločena in v zadnjih 20 minutah tekme ni bilo večjih pretresov ne na eni, ne na drugi strani. Na koncu zmaga Slovana v Ormožu z izidom 36-30. Pri Jeruzalemu 6 obramb Tomislava Balenta in 2 Filipa Ramfla. Pri gostih 11 obramb Nebojše Bojiča in 1 Dina Oštrakoviča. Pri poražencih je starejši od bratov Hebar Tinček dosegel 8, Denis Škrinjar je dodal 5 in Ignjat Nešič 4 zadetke. Pri gostih je Zobec tekmo končal pri 8 zadetkih. Gal Marguč je bil uspešen 7-krat, Leon Ljevar 6-krat. Po 14. krogu vodi Trimo s 25 točkami pred Slovanom, ki ima točko manj. Tretje je Celje, ki za vodilnim zaostaja že za 3 točke. Blizu uvrstitve med top 8 sta 4. Slovenj Gradec 17 in 5. Gorenje 16 točk. Za 6., 7. in 8. mesto je kar 5 kandidatov. Novomeška Krka, Riko Ribnica, Škofja Loka, Sviš iz Ivančne Gorice in ormoški Jeruzalem. Po pričakovanjih se bosta krčevito za obstanek borila novinca v ligi Škofljica in Frankštal Radovljica. V 15. krogu v soboto 13. decembra Ormožane čaka težko gostovanje pri vodilni zasedbi lige Trimu iz Trebnjega. Ostali pari so izjemno zanimivi. Škofljica, Frankštal Radovljica, Slovenj Gradec, Gorenje Velenje, Škofja Loka, Riko Ribnica, Slovan Ljubljana, Celje Pivovarna Laško in Krka Novo mesto, Sviš Ivančna Gorica. Med tednom so bile odigrane tudi 4 tekme četrtfinala Pokala Slovenije. Znani so 4 udeleženci zaključnega turnirja, ki bo potekal 17. in 18. aprila. Za pokalno lovoriko se bodo potegovali Trimo Trebnje, Slovan Ljubljana, Celje Pivovarna Laško in Slovenj Gradec. Naštete ekipe trenutno tudi zasedajo najvišja mesta v državnem prvenstvu. Slovan se je za napredovanje med 4 najboljše ekipe precej bolj namučil kot pred 5 dnevi, ko je gostoval na Hardeku, na tekmi državnega prvenstva. Ormožani so v prvem polčasu nudili odličen odpor in na veliki odmor sta ekipi odšli poravnani 12-12. V nadaljevanju so pošle moči gostiteljem in Slovan si je v 49 minuti priigral prednost 7 golov, 25-18. Končen rezultat Jeruzalem Ormož, Slovan Ljubljana 23-29, polčas 12-12. Pri Jeruzalemu je Ramfl zbral 9 obramb. Nešič in Blaž Mehen sta bila natančna po 5-krat. Pri zmagovalci sta Bojič in Aljaž Pajntnar vsak zbrala po 5 obramb. Z 9 goli je znova bil najboljši strelec Zobec. Ljevar je dodal 7 točk. Najtežjo pot do zaključnega turnirja Pokala Slovenije so imeli rokometaši Slovenj Gradca. Krka je na Koroškem nudila odličen odpor skozi celotno tekmo, a na koncu vseeno morala priznati poraz za en sam zadetek.
Zmaga Korošcev z rezultatom 26-25. Trimotrebnje Gorenje Velenje 34-22 in Sovice Šoštanj Celje Pivovarna Laško 31-40. Sta rezultata še preostalih dveh četrtfinalnih tekem. Tekmo v Trebnjem se je na otvoritvi prenovljene športne dvorane ugledalo kar 1400 gledalcev. Sovice in Celjani so na tekmo v Velenju v Rdečo dvorano privabili 600 gledalcev. Toliko za danes. V naslednji oddaji bomo odšli pogledat, kako praznični december doživljajo v Središču ob Dravi in na Kogu. Tudi nastop ivanjkovskih šolarjev v Severolandiji bomo pospremili in gotovo še kaj. Prazničnih dogodkov, ki jih želimo prenesti tudi v vaše domove, ne bo zmanjkalo. Hvala za pozornost in veseli december vam želim.